Danes se bomo predvsem pogovarjali malo bolj na splošno, kaj je umetna inteligenca oziroma AI po angleško, Artificial Intelligence, in zakaj kar naenkrat se toliko pogovarjamo o umetni inteligenci. Verjetno ste sami opazili, da od leta 2022 z lansiranjem ChatGPT-ja je umetna inteligenca v medijih in v javnosti dobila izjemno pozornost. Istočasno se v sektor dogajajo povečane investicije in vsa večja tehnološka podjetja se usmerjajo v umetno inteligenco oziroma vsaj testirajo neke rabe umetne inteligence v obstoječih produktih. In ker se je povečala komercialna aktivnost, se je zaradi tega tudi povečala raba umetne inteligence. Ampak zakaj v bistvu zdaj umetna inteligenca kar naenkrat skače iz vsakega vogala? Ker navkljub vsemu hajpu in navidezni novosti umetne inteligence ta ni nič novega. Njene aplikacije so stare že nekaj desetletij, v bistvu prvič so jo poimenovali v 50. letih prejšnjega stoletja, razvoj se je pa začel že kar precej let prej. Priljubljenost umetne inteligence v medijih zdaj trenutno je deloma posledica dejstva, da so ljudje začeli uporabljati ta izraz umetna inteligenca za stvari, ki so se včasih drugače imenovale. Recimo poznamo veliko aplikacij umetne inteligence poznamo pod drugimi imeni, na primer prediktivna oziroma napovedna analitika, algoritmi, prepoznava objektov, iskanje po velikih količinah podatkov, vse to nam je znano, že več let uporabljamo, samo nismo teh stvari povezovali z terminom umetna inteligenca. Zakaj pa zdaj neki porast umetne inteligence se dogaja danes? Je v bistvu, ker komercialne aplikacije, kot je ChatGPT, potrebujejo ogromne količine podatkov za obdelavo in zato rabijo tudi veliko zmogljivosti. Do nedavnega takšnih zmogljivosti nismo imeli, zdaj pa z razvojem močnejših in zmogljivejših računalnikov in serverjev, ki lahko procesirajo in tudi shranijo več podatkov, z splošno razširjenim dostopom interneta, ki ga imamo zdaj, z razširjenostjo osebnih naprav digitalnih, se pravi laptopi, računalniki, telefoni, pametne ure, pametni zvočniki, z razvojem oblačnih storitev in pa predvsem z enormnimi količinami podatkov, ki obstajajo danes v svetu, je pa ta razširjena raba postala mogoča. K vsem navdušenju in glede umetne inteligence pa izjemno prispeva tudi tako imenovani tehnodeterminizem oziroma tehnosolucionizem. To je neki pogled na svet, v katerem je tehnologija tista, ki bi naj rešila največje družbene, ekonomske in okoljske probleme. In ta tehnodeterminizem v bistvu spreminja neke obstoječe probleme, ki obstajajo v družbi, v narekovajih zgolj tehnološke probleme, ki bi naj bili rešljivi s pravo kodo in pa pravo aplikacijo. In na ta način v bistvu ponuja lahko rešitev tako za odločevalce in politike in velike zaslužke za industrijo, in to gre z roko v roki, zato tudi se veliko umetno inteligenčnih sistemov zdaj uporablja tudi v javnem sektorju. Zdaj, lani smo naredili čisto kratek vprašalnik za nevladnike, v kolikšni meri se pri vašem delu srečujete z umetno inteligenco, in odgovori so se predvsem navezovali na ChatGPT. Ampak ChatGPT je le ena izmed mnogih aplikacij umetne inteligence, kot vidite tukaj na sliki, umetno inteligenčne sisteme uporabljajo tako sistemi za branje registrskih, prediktivni analitični sistemi, samovozeča vozila, pametni asistenti, kot je Siri, Googlov brskalnik, mejni sistemi, ki znajo prebrati temperaturo in lahko locirajo ljudi. Tako da odgovoriti, kaj je umetna inteligenca, res ni lahka stvar, ker ste verjetno tudi sami že opazili, da umetna inteligenca pomeni veliko različnih stvari in različnim ljudem pomeni različno. Za nekatere gre zato pri umetni inteligenci za umetne oblike življenja, če se spomnite kakih sci-fi filmov, si ljudje predstavljajo neke čuteče robote, ki imajo isto razvite možgane kot ljudje, za druge gre pa tukaj že skoraj za vsako tehnologijo, ki obdeluje podatke.
Ker ni konsenza glede definicije, kaj je umetna inteligenca, obstaja veliko različnih definicij. To je recimo katerikoli računalniški sistem, ki sprejema samostojne odločitve, je uporaba računalniških tehnologij, da bi računalniki in stroji razmišljali in delali stvari kot ljudje. So sistemi, ki so sposobni interpretirati podatke, se iz njih učiti in z novimi informacijami dosegati različne cilje, ki so vnaprej določeni. To so kompleksni statistični programi, ki iščejo vzorce, so sistemi, s katerimi rešujemo probleme, ki se odločajo, ki predvidevajo. Zdaj, pač mi načeloma, ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, govorimo o sistemih, ki so deloma ali popolnoma avtomatizirani, imajo delno ali popolno avtonomijo pri svojem delu, analizirajo oziroma zaznavajo neke informacije oziroma podatke, vedno rabijo vhodne podatke, da lahko delujejo, se pri svojem delu prilagajajo glede na te podatke, predvidevajo glede na te podatke in lahko tudi na koncu dajejo neke odločitve oziroma rezultate na podlagi teh podatkov. To je zdaj zelo tako orisano, kaj je umetna inteligenca lahko. Zdaj, ker nimamo neke skupne definicije, pa zaradi tega prihaja tudi do razhajanj pri regulaciji rabe umetne inteligence in pri zahtevah po transparentnosti. O tem boste malo več izvedeli na zadnjem predavanju. Ampak tudi sami imamo zelo tako izkušnjo z slovenskimi javnimi organi, ki pravijo, da umetne inteligence ne uporabljajo, ampak že, če ste videli na prejšnjem zaslonu, sistemi prediktivne analitike so umetno-inteligenčni sistemi in smo kar zelo ziher, da tudi slovenske institucije kaj takega uporabljajo. Zdaj, če že težko je določiti, kaj je umetna inteligenca, vemo, kaj ni. Vemo, da ni niti umetna, zato ker za umetno inteligenco potrebujemo veliko infrastrukture, potrebujemo materiale za računalnike, za serverje. Ti materiali se pridobivajo v rudnikih, rabimo veliko dela in umetna inteligenca ima dejansko zelo oprijemljiv vpliv na ljudi in na naravo. Po drugi strani pa umetna inteligenca tudi ni inteligentna, ker temelji na fizičnem delu rudarjev, temelji na repetitivnih nalogah v produkcijskih linijah in pa temelji na delu tako imenovanih kognitivnih delavcev v novodobnih digitalnih sweatshopih, ki označujejo podatke, ki so potem uporabljeni v umetno-inteligenčnih sistemih. In temelji tudi na neplačanem delu nas, končnih uporabnikov. Če si zamislite, kolikokrat ste že uporabljali kapčo in ste mogli na sliki označiti, kje je semafor, da vas je sistem spustil naprej, to je v bistvu označevanje podatkov za potem umetno-inteligenčne sisteme. To je bilo zelo na hitro, kaj mogoče je umetna inteligenca. Mi smo pa tukaj danes zato, da vam poskusimo objasniti, zakaj je umetna inteligenca pomembna tema za nas, civilno družbo, za vse, ki se ukvarjamo z zaščito človekovih pravic. In predvsem zato, ker so umetno-inteligenčni sistemi zdaj tako zelo razširjeni, s tem prinašajo tudi prednosti kot slabosti, tako kot vsaka tehnologija. Recimo televizija je razširila dostop do novic, ampak je marsikoga priklenila na kavč, kar je bilo zelo slabo. Internet je olajšal dostop do informacij, ampak pomaga širiti lažne novice, isto imajo umetno-inteligenčni sistemi prednosti in slabosti. Pomembno se je zavedati pri vsem tem, da umetna inteligenca oziroma njeni sistemi niso objektivni, niso univerzalni in niso nevtralne tehnološke rešitve, ki bi proizvajale neke odločitve brez človeškega vpliva, saj so izjemno vpete v neke družbene, politične, kulturne, ekonomske sfere, ki so vedno oblikovane s strani ljudi, institucij in interesov. In prav zaradi teh problemov, ki jih imamo že v družbi, strukturne diskriminacije, neenakih razmerij moči, porasta družbe nadzora, so umetno-inteligenčni sistemi v svojem že začetku oblikovani tako, da v bistvu diskriminirajo, krepijo neke hierarhije, ozke kategorizacije.
ko se recimo uporabljajo v policijske namene, v kontekstih socialne pomoči. Tukaj je primer tudi v kontekstu zaposlovanja novih delavcev. S tem velikokrat reproducirajo in povečujejo obstoječe neenakosti. Tukaj sem dala en link do enega zelo zanimivega testa, ko so ga naredili v UK, kjer so v bistvu vzeli nek sistem zaposlovanja, kjer so potencialni kandidati posneli svoj video, kjer so odgovarjali na določena vprašanja, potem je pa umetno-inteligenčni sistem na podlagi tega, kakšna je njihova obrazna mimika, ocenjeval, če so primerni za to službo ali ne, in pač seveda takšni sistemi ne delujejo dobro, zato je veliko kandidatov, ko so bili odlični za te službe, bilo že takoj na začetku izključenih iz procesa. Tako da takih stvari je veliko, ampak take napake, kot če bi temu lahko rekli napaka, niso tehnološki problemi, temveč so v bistvu pač politični, neki strukturni problemi, ker je umetna inteligenca narejena na način, da podpira obstoječe sisteme, ki jim služi. In v tem kontekstu je v bistvu umetna inteligenca tudi predstavlja neko moč, ker je politična, ekonomska in znanstvena sila, ki povečuje profit za nekatere in pa centralizira moč. Zdaj, kaj več o tem vam bo definitivno boljše povedal naš gost, dr. Aleš Završnik. Pa mu predajam zdaj besedo, pa se bom jaz še pol vrnila z neke zaključne misli. Hvala lepa za besedo, hvala Jasmina, mislim, da je bila odlična predstavitev in ne vem, kako bom še kaj pametnega dodal, ampak dobro, poskusimo. Zdaj bi poskusil deliti zaslon, da nekaj slikic prikažem, pa če ne bo šlo, pa bo delil, upam, Filip ali pa Jasmina. Skratka, nekaj je bilo že povedanega o tem, kaj je veliko podatkovje, algoritmi, umetna inteligenca, veliko tinte je bilo že prelite v tem, tako da jaz ne bi kaj več o tem govoril. Mogoče samo to veliko podatkovje, big data v angleščini, pač razumemo, kot je bilo že rečeno, zaradi te velike količine podatkov, ki generirajo naše vsakodnevne dejavnosti, recimo na družbenih omrežjih, pa tudi izven družbenih omrežij. Recimo tukaj nekaj podatkov za Twitter, po mojem so podatki že zastareli in so ti podatki bi šli številke še več, recimo za Facebook zanimivo presenečen, da 63 podatkov zbira ta aplikacijski vmesnik, torej ne samo to, kar lajkamo, kar gledamo, 63 nekih parametrov beleži, YouTube, Facebook, skratka, to je bila ena izmed prvih grafik, mislim, to je IBM, kaj je to big data, kaj je to veliko podatkovje, bi se rekli 4 V-ji, volume, velocity, veracity, variety, skratka, velika količina, velika raznolikost podatkov, velika negotovost, kakšni podatki so zanesljivi ali nezanesljivi, in potem so drugi avtorji dodajali, ta je bila samo prva 4 Vs, in potem so dodajali, pa tudi velika, ranljivost podatkov in tako naprej. Skratka, gre za to, da malo to vsi razumemo, danes mislim, da velike količine podatkov se zbira, da je tudi ideja, ekonomsko-politična ideja, bila recimo tam 2012, naredimo podatkovno ekonomijo. In zdaj, kaj je to podatkovna ekonomija, je bilo vedno malo nejasno, zdaj pa smo pa recimo v naslednjih 10 letih pa videli, kaj to je. Skratka, da se ena ekonomija, ena cela branža, recimo en sektor ustanovi z različnimi podatki, ki so, kot rečeno, povezani z digitalnim, z spletom in tako naprej, ampak ne samo spletom, to je zelo pomembno. Recimo. In kaj je celotna, bi rekel, ideja tega je, da je te podatki, da imajo neko vrednost, da niso ti podatki samo neki take podatkovni nizi, ki so vsota in tako naprej, da kvaliteta se spremeni, če imamo te podatke na veliki agregatni ravni, da pride do nekega preskoka. Skratka, da je te podatke treba ponovno obrabiti, nov način razumevanja podatkov se pojavi, da je to lahko služi za izboljševanje učinkovitosti, to je vedno več podatkov, večja učinkovitost. Česa? Kjerkoli, zdravstvenih domov, policijskega dela, pravosodja, socialnih služb, države, podjetij, SP-jev, NGO-jev, skratka, več podatkov bo bolj učinkovito, skratka, ta učinkovitost je vedno v zadnji, in skratka, vrednost podatkov na agregatni ravni. Skratka, te podatki sami zase mogoče ne povedo veliko, ampak na agregatni ravni pa zelo veliko povedo. Tukaj bi samo eno opombo dal.
Recimo, če vemo za nekoga, prometne podatke imamo o njegovem mobilnem telefonu, skratka ne vsebine, ne kaj se je nekdo pogovarjal, ampak samo prometne podatke, kje je bil, kdaj in tako naprej. Če imamo za en mesec, ne, za tako osebo lahko zelo gotovo povemo, ali je veren ali ni, ne, in povemo, kakšne izpovedi religiozne je. Pa tudi to, ne, včasih ljudje reče, ste verni, ja, jaz sem katoličan, ne, kaj pa zdaj to pomeni, ne? Če imamo prometne podatke, mi vemo, lahko ugotovimo intenziteto te njegove veroizpovedi. Ne? Vsak dan ob 7 zvečer je tam pa tam, na tisti lokaciji. Tako da to je ta kvaliteta, ne, ki se izboljša s to veliko količino podatkov in da podatki na agregatni ravni veliko več povedo. Ne? No in če imamo zdaj to vednost, ne, imamo neke vzorce, ugotavljamo in te vzorce imamo za napovedovanje. Ok, vremena, odlično, vemo, kdaj bo nehal dež, ampak napovedovanje tudi drugih, ne, tudi družbenih, kako se mi obnašamo. Pač mi smo hardwired nekako kot biološka bitja. Ne. Imamo neke, bi rekel, je možno naše vedenje nekako predvideti v nekem smislu. Vedno ostaja en del, ki ga ni možno predvideti, ne. Hvala Bogu. Ne. Ampak, ne, če imamo mi to napovedi, je pa seveda ta, bi rekel, fetiš in ideja, zdaj pa dajmo vplivati na to. Ne. Če vemo, kako bo, a ne, se bo ljudi obnašali, dajmo pa vplivati na to. In tukaj ta moment, v bistvu, ki v bistvu vsakega raziskovalca za družbeni nadzor, je zanimiv, kako vplivati. Ne. No, to je recimo ena taka super grafika, se mi zdi. Ne. Če imamo to je vreme, recimo lahko so to data points, to so različne podatkovni nizi, ne. Te data points lahko tudi lahko vreme, lahko neke okoliščine kaznivega vedenja in rečemo, če so okoliščine vremena, recimo taka temperatura, vlažnost in tako, če se pokrije, ne, če so te vijolične, ki jih vidite, ne, je to X, je toča. Je to X, je to rob, karkoli. Torej, imamo v prihodnosti, se nam pojavi enako razmerje med temi podatkovnimi nizi, rečemo, neka verjetnost je, da bo tudi to X. Ne? Z neko verjetnostjo rečemo, da bo to X. Zdaj, a je to še tako, ko rečejo? Ne? To lahko, ali bi na podlagi, torej 90% je, da je, če je X rob, je tudi rob bo. Ne? Torej, če v napovedi rečemo, ali bo rob se res zgodil na Wolfovi? Ja, 90%. Ali je to dovolj? To je tisto, kar je politično vprašanje. Ne? Torej, a je to dovolj, da mi pošljemo tja, ne vem, policijsko enoto, da zapremo ulico, ali to ni dovolj, je to še vedno premehna verjetnost. To je pa ta politična odločitev, ne, ki kaže na to, pač ja, ti so lahko matematično zelo natančne in rečemo znanstvene, objektivne, če hočete po narekovaji, ne, tudi brez narekovaja. Objektivno rečemo, da je to neka napoved, ne. Ampak kako pa ravnati s temi napovedmi, to je pa še vedno človeška odločitev, ne. Ali zdaj ne, za nekoga, ali zdaj vzajmemo dežnik, ne, ali naj ne vzajmemo dežnika, če dam na ta primer. Ne. In in drugih domen, zdaj, če vzajmemo dežnik, pa smo ga vzeli brez veze, ne. Ok, brez veze sem nosil dežnik, ne, ok, kakšna škoda za moje človekove pravice, ja, ne, niti ne, ne. Če pa to napoved, da sem pa jaz utajevalec davkov, je pa to zelo pomembno. Ne? To pomeni, mene v bistvu prišče stanovanje, sem osumljenec postanem, če sem osumljenec v kazenskem postopku, to pomeni posebno kategorijo, pomeni, da ima država večje pravice, da posega v mojo zasebnost, da mi pride stanovanje, računalnik in tako naprej, naredi osebni pregled in tako. To ima pa poseg v moje pravice. Hočem reči, da te napovedi, tudi če so napačne v nekih domenah življenja, niso kršitve nobenih pravic, ne? So lahko nevšečnosti, recimo dobim reklame, spam, ki me ne zanima, dobim reklame v bannerju na browserju, ki me ne zanima, kršenje pravice je bolj nevšečnost. Ne. Če pa sem zaradi tega osumljen terorizma, ker je 90%, ne, 90% v reklami, da bom kupil plenice, ne, pa so se falili, ne bom kupil plenic, ne, torej, če pa 90% napoved, da bom pa jaz nekaj naredil v letališču in je to nek red flag tem, da me potegnejo posebno sobo, me zaslišuje, to pa je kršitev pravic. Hočem samo reči, da uporaba teh napovedi, avtomatizacije ima v različnih domenah življenja različne učinke in kar mene zanima, ne, jaz sem po osnovni pravnik, je, kdaj ima takšne učinke, da v bistvu krši naše pravice. In to je tisto, kar se mi zdi ključno poudariti. No, pač ta tehnologija, to bo že povedano, Jasmina je tako zelo napredvala, katera slika je tukaj fake, katera je prava. Ne. Pustim vas 3 sekunde, 1, 2, 3, nobena ni ta prava. Ne. Tako da to je tudi en tak, skratka, eno tako novo poglavje. Avtomatizacija vladanja, o tem sem hotel malo več povedati. Skratka, če imamo te tehnologije, ki zbirajo podatke in na podlagi teh podatkov neko novo vednost ustvarjajo o družbi, o posamezniku, o skupinah in na podlagi tega napovedujejo in na podlagi teh napovedi hočejo
ukrepati, to pomeni, da imamo v različnih domenah v bistvu vprašanje, mogoče bi vprašanje moglo biti, ali nam vladajo algoritmi, ali nam vlada umetna inteligenca, vprašanje. In potem je že Jasmina omenila nekaj sektorjev, kjer se uporabljajo ti sistemi, recimo bančni sektor, zavarovalni sektor. Zelo zanimiva, taka bi rekel, včasih letita pod radarjem, ker smo bolj osredotočeni, bolj občutljivi na recimo policijsko delo in tako naprej, tudi mi, jaz sem inštituta za kriminologijo, ampak recimo bančni sektor, imamo letos zelo pomembno odločitev Evropskega sodišča v Luksemburgu, Šufa case. Šufa samo na kratko, Šufa na kratko pač je eno podjetje, ki za banke izdeluje oceno tveganja, ali bodo komitenti povrnili tisti kredit, ki ga bodo vzeli ali ne. Skratka, in kaj je šlo v tem primeru? V tem primeru je šlo za odločitev o tem, ali gre za avtomatizirano odločanje. Zakaj? Zato, ker je Šufa podjetje banki prodalo neko oceno tveganja, recimo jaz želim vzeti kredit in Šufa izdela neka ocena na podlagi podatkov, ki niso povsem jasni, izdela oceno, da sem jaz 70% verjetno bom povrnil tisti kredit oziroma plačal anuitete vsak mesec ali pa 30% pa da ne bom. In zdaj banka lahko ta podatek uporabi zato, da mi da kredit ali pa da mi ne da kredita. Skratka, Šufa je ponujala to storitev bankam. In sklicevala se na to, da tukaj ne gre za avtomatizirano odločanje, ker banke so še vedno imele pravico odločiti drugače, kot je bil Šufin rezultat. Šufa je samo pač ponujala neko verjetnost, banka pa ne naredi z njo, kar želi. To je bil Šufin argument, to Šufin podjetje, torej da ne gre za avtomatizirano odločanje. GDPR, uredba o varstvu osebnih podatkov, pa se določa v 22. členu, da avtomatizirano odločanje načeloma ni dovoljeno, razen če soglasje in tako naprej. Če pa je uporabljeno avtomatizirano odločanje o pravicah, je pa potrebni so neki ukrepi za zaščito, vsaj pravica do osebnega posredovanja, torej jaz se ne strinjam s to oceno, da ne bom vrnil, jaz hočem to pač, kako ste prišli do tega in tako naprej, da je človek mora tem presoditi, torej do izražanja lastnega stališča, na tistega, ki se oseba te ocene nanašajo, da ima pravico povedati, se ne strinjati in izpodbijane odločitve pred nekim človeškim odločevalcem. In Šufa reka, ne, mi ne kršimo tega, zato ker itak ni to obvezujoče bilo za banke, se uporabljajo pa ne. In sodišče je pametno odločilo, da gre za avtomatizirano odločanje. Tudi če banka bi lahko odločila drugače, v bistvu je bil ta vpliv te Šufe toliko velik, da v bistvu gre za avtomatizirano odločanje. To je nekako bistvo tega primera. Skratka, kako vpliva ta tehnologija avtomatizacije in nekega napovedovanja tveganj na naše življenje. Ja, tako da en dobi kredit, druga pa ne dobi. Zavarovalnice, recimo primer iz ZDA, ProPublica pred nekaj leti je ugotavljala, kako premije, temnopolti plačujejo veliko večje premije za zavarovanje kot belopolti. Zakaj pa? Zato, ker so pač imeli v računalniku navedeno, da je ta temnopolt. Ne, to je pa ključno. Ni bil ta podatek na podlagi barve kože, rasne pripadnosti, ni mogoče odločati o teh pravicah, ampak ta podatek je bil izračunan posredno, ker so imeli pa noter poštne številke. V tistih predelih se pa ve, da živijo temnopolti, in v bistvu posredno so bili temnopolti v bistvu diskriminirani, torej plačevali dvakratno premijo za enako zavarovanje. No, drugi sektorji, izobraževanje, nekaj bilo že rečeno, zaposlovanje, to se mi zdi zanimivo. Digitalna, recimo Philip Alston je 2019 izdal odlično mnenje o tem, kako države uporabljajo v svojih socialnih sistemih, recimo pri nas centri za socialno delo, za različne sisteme avtomatizacije, pregledovanja tega, ali je nekdo upravičen, recimo v našem kontekstu otroškega dodatka ali ni, in rekel, da že živimo v digital welfare dystopia. In od nekaj let kasneje je bil odličen primer, imamo tak šolski primer, vlada nizozemska Rutte je odstopila, ker je davčna uprava uporabljala nek algoritem, s katerim je prepoznavala domnevne kršitelje pri dodeljevanju otroških dodatkov. In ti ljudje so v bistvu na podlagi tega avtomatiziranega odločanja, da so oni potencialno goljufi pri otroških dodatkih, potem se je izkazalo, da so to veliko pogosteje bili ljudje, ki so imeli dvojno državljanstvo. In kaj je bilo? Država je terjala te ljudi z obrestmi nazaj, da naj povrnejo otroške dodatke za 10 let nazaj, ljudje so pač bankrotirali, družine so razpadle, skratka konkretni učinki zaradi nekega, če rečem poenostavljeno, avtomatiziranega napovedovanja tveganja, da so oni kršitelji. No, to se mi zdi tudi zanimivo, kako naj človek mlad napiše CV, napišite dva, enega tazga z vsemi ključnimi besedami pa kratkimi stavki, ki ga bo prebral računalnik, ta drugega pa enega tazga lepega, leposlovnega, če rečem, ker bo to potem brali ljudje.
No, avtomatizacija svobode izražanja, recimo odličen primer spet Facebook odstranil sliko, Facebook odstranil sliko z časopisa Aftenposten. Aftenposten je rekel, aha, imamo obletnico, kako se je končala vojna v Vietnamu, fotografija požganega otroka, tukaj vidite to deklico, golo, je v bistvu vzbudila neko odpor, a ne v ZDA, ne samo ta fotografija, ampak tudi ta fotografija do poročanja novinarjev, da je vojna v Vietnamu pač nekaj, kar dela Amerika narobe, če tako poenostavim. In fotografija je bila nagrajena s Pulitzerovo nagrado. In potem je ta časopis Aftenposten na norveškem rekel, imamo obletnico, mislim, da je bilo nekaj tasga, poglejte, kakšna fotografija in tako naprej. Diskusija je bila o tem. Bistvo zgodbe je, da je Facebook to avtomatizirano odstranil. Češ, da gre za zlorabo sliko, ki kaže zlorabo otrok. In potem je urednik, ki ga vidite na sliki, pisal, Dear Mark Zuckerberg, kdo si ti, da boš meni govoril, kaj jaz objavljam ali ne. Dobre, če skrajšam zgodbo, gre za to, da velika spletna družbena omrežja, praktično so moderatorji, so uredniki, temu vlogi se absolutno izogibajo, da niso uredniki, samo ponujajo, ampak v Evropi je pač nek momentum se zgradil, da neke večje odgovornosti spletnim platformam se nalagajo. In tukaj gremo lahko zelo globoko, kakšne obveznosti naj imajo. Če grem en korak nazaj, skratka spet neka avtomatizacija nekega področja, ki ne bi smelo biti avtomatizirano. Slovenski primer, podiplomska šola Zrca Zuja, imeli so QAnon v naslovu na Facebooku omenjeno in takrat je Facebook to vse odstranjeval, češ, da gre za podbujanje nekega sovraštva desničarsko ekipo v Sloveniji. Facebook Myanmar, tudi velike študije so bile napravljene o tem, kako je Facebook pa v tem primeru ni odstranil vsebin, ki so v bistvu vodile do poboja Rohingja, teh manjšine v Myanmaru. No, skratka, moderiranje vsebin, če gremo napravno, akt o digitalnih storitvah, v Evropi imamo nekaj, skratka, nalaga neke obveznosti tem platformam, notranji sistem za obravnavo pritožb. Če vam nekaj odstranijo, zakaj ste nam odstranili, da imamo sogovornika na drugi strani, obveznost poročanja o preglednosti za ponudnike spletnih platform tudi določa, oceno tveganj, skratka, neke obveznosti, če skrajšam, obstajajo, vprašanje je, kakšne so in koliko so implementirane, jaz mislim, da niso v redu. To je zanimivo tudi ena raziskava recimo o tem, kaj sploh se širi na družbenih omrežjih, kako amplificirajo določene specifične objave in to že, kar je Jasmina zelo dobro povedala, ne gre za objektivne tehnološke, bi rekel, neke orodja, ki nimajo vrednot, ampak v bistvu, kar se izkaže, da te platforme zelo v bistvu povečujejo objavljanje vsebin, ki temeljijo na nekem besnenju, če rečem, tako Harari vem, da reče, kaj se širi. Širi se objave, ki izražajo nek pohlep, ogorčenje, skratka to. Skratka, te spletne platforme niso, to je nauk tega članka, niso nevtralni komunikacijski kanali za izražanje in spreminjajo to izražanje. Kaj se retvita, kaj se poobjavlja in tako naprej. No, glede demokracije bi rekel, te velike zgodbe bi upozoril sam na leto 2012, na ta eksperiment, iVoted eksperiment, kjer Facebook manipuliral, samo omogočil to iVoted, da so ljudje bi rekli, da so že glasovali in so potem zmerili raziskovalci, da to, že ta objava, da je nekdo voted, da je nekdo glasoval, je to povzročil, da je 340 ljudi več glasovalo na volitvah 2010. Skratka, že takrat se je začelo, potem v 2014 famozen članek Facebook eksperiment z emocionalno okužbo, kjer so rekli Facebooku, mi lahko to emocionalna okužba se širi o analognem svetu, če smo ljudje prisotni, se naša veliko razpoloženje širi, če sem jaz depresiven, boste vi tudi malo bolj, kako, če bom jaz pač vseja rožice, bomo vsi bolj veseli. Oni so rekli, tudi mi lahko dokažemo, da tudi digitalno se to razpoloženje širi in so v bistvu 700 tisoč ljudi spreminjali newsfeed in v bistvu dokazali, da se lahko čustvena okužba na masovni ravni zgodi, torej z manipulacijo z novicami. Torej, gremo naprej, 2016, 2016, torej, če čustvena okužba možna, je tudi politična okužba možna, Cambridge Analytica, niti se ne bi več spuščal v to targetiranje volivcev glede na Big Five personality test. Skratka, če strnem, avtori govorijo o tej nevarnosti do demokracijo, kako umetna inteligenca veliko v političnem postopku ogroža demokracijo,
kako vodi to do algokracije, ne demokracije in tako naprej. In to lahko opazujemo v številnih sferah. Ne? Zato, če tako rekel, malo zaostrim, a govorimo o vladavini prava, vladavini algoritmov, akademiki učitajo, da poveč poenostavljajo stvari, ne? Ampak tudi vladavina prava obstaja na eni premici. Ne? Nimamo vladavine prava 100%, smo recimo na 70%, ne? Smo na 80%. Neke ocene se izdelujejo, kako deluje sodstvo, policija, drugi državni organi, državna uprava, imamo korupcijo, kakšna je stopnja korupcije. Na podlagi tega lahko neko oceno vladavine prava izdelamo. In jaz mislim tudi možno izdelati neke ocene o vladavini algoritmov, koliko so že prisotni v različnih sektorjih in bi lahko nek kazalec, ki bi pokazal, kako se ene družbe ali pa države bolj že pod vplivom teh novih orodij prenašajo neko odločeno odgovornost na te orodje bolj kot ene druge. Ne vem, koliko časa še imam, mogoče še kakšno o regulaciji povem. Ja, sicer o regulaciji bomo govorili na ta zadnjem predavanju, 4., ampak če imate kakšne zelo interesantne misli, pa kar. Ja, hvala. No, pa mogoče sam še povem, da vsi ti problemi, ki so se začeli pojavljati recimo 15 let nazaj, so privedli do tega, da je pač nekaj potrebno narediti. Tako da zdaj bi rekel, vse v zadnje 5 let obstaja neka, bi rekel, ena taka bitka v regulaciji, bitka med različnimi državnimi organi, med različnimi mednarodnimi organizacijami. Če spremljate, jaz malo bolj spremljam samo Svet Evrope, tam izdelajo na leto ne vem koliko priporočil ministrov, različnih študij, različnih nekih mehkih soft dokumentov in na drugi strani OECD, potem Evropska unija, potem imamo OZN, pa imamo UNESCO. Skratka, imamo kup enih regulatornih, bi rekel, boom je doživela ta umetna inteligenca. Pri tem seveda, da točno včasih ne vemo niti, kaj reguliramo. Ampak pomembno je, da je ta regulacija pomembna, da jo potrebujemo, to bi rekel glavno moje sporočilo tukaj, ker vidimo te negativne učinke v različnih domenah uporabe umetne inteligence in automatizacije. Recimo ena prva je bila bela knjiga o umetni inteligenci, zelo tako, se veliko dobrega in tako naprej. Ampak tudi prvo neko priznanje, da je lahko povzroči škodo. Neko stvarno škodo, varnost zdravja posameznikov, smrtjo, škoda na premoženju in ne stvarno, kot je izguba zasebnosti, omejitev svobode izražanja, spoštovanje človekovega dostojanstva, diskriminacija. Rekel, kot civilna družba, zelo pomemben učinek teh orodij je kršitev načela enakosti, skratka, da povzročajo diskriminacijo. To mislim, da je ena tako zelo pomembno. Cele poročila obstajajo tudi temeljne agencije EU za človekove pravice na Dunaju, ki dela poročilo, je eno naredilo tudi fantastično samo diskriminacijo, umetni inteligenci in diskriminaciji. Skratka, če gremo na pravni del, bi jaz rekel, ja, to so ene take nanizane tukaj, diskriminacija je zelo pomemben faktor, drugače pa vse človekove pravice so lahko v bistvu kršene zaradi teh novih orodij. To je 2018, recimo eden iz prvih listin, spet en soft dokument, ne zavezujoč, European Ethical Charter and Use of AI v Judicial Systems, kjer sem jaz sodeloval, in to je bilo 2018. In hočem zdaj povedati, da takrat je bila debata, kjer sem govoril, da obstajajo red flags, to besedo sem bral, red flags, da so področja, kjer ta orodja ne bi smela biti uporabljena, recimo policijsko delo, recimo sistemi za prepoznavanje obrazov in tako naprej, povezovanje zbirk, koliko je dovoljeno policiji povezovati različne zbirke podatkov, ker države zbirajo različne podatke za različne namene in zdaj to so ločeni silosi. In da so ločeni, to je dobro, da so ločeni silosi, ker če državi pustimo, da poveže vse to med sabo, to je potem spet, kot sem rekel, pri prometnih podatkov za mobilne telefone, to neko novo kvaliteto razodene od nas samih. Skratka, dobro, regulatorna bitka, kdo bo prej, kdo bo več in tako naprej. Zdaj imamo letos sprejet zelo pomembno konvencijo Sveta Evrope o umetni inteligenci, imamo akt o umetni inteligenci, skratka dva zelo pomembna, skratka bitka, če rečem, Evropska unija, Svet Evrope, različni organizaciji, čeprav je že tudi Evropska komisija priznala, da bo to konvencija Sveta Evrope. Akt o umetni inteligenciji, sam na kratko naslovi, prepovedane prakse torej obstaja. Če je bila 2018 diskusija, da je treba kaj pa le prepovedati, in to zelo čudno zveni, zelo heretično,
Imamo zdaj tudi nekaj, kar je prepovedano. Zdaj, diskusije so, ne, da v bistvu je prepovedano, ne, ampak kljub temu obstajajo v aktu umetne inteligence številne izjeme, ne, tudi za policijsko delo. Ne. Prepovedane prakse, skratka škodljiva sublimalna manipulacija, zloraba ranljivosti specifičnih skupin, tukaj se naše predvsem na recimo hendikepiranje ali pa predvsem na otroke. Tretja, ocenjevanje razvrščenih fizičnih oseb s strani javnih organov, in to so absolutno prepovedane prakse, in biometrična identifikacija nadaljava v realnem času v javnih prostorih strani varnostnih organov, je pa prepovedana praksa z izjemami. Ampak kar je moje bistvo tukaj message, ne, poročilo, je, da tudi te, ki so absolutno prepovedane prakse, mogoče niso čisto absolutne prepovedane prakse. Zakaj? Recimo škodljiva subliminalna manipulacija. Treba bo dokazovati škode. Ne? In to je tisto, kar je pomembno. Recimo škodljiva je prepovedana. Lahko rečemo, ja, dajanje na trg uporabo obratovanja umetno-inteligenčnega sistema, ki uporablja subliminalne tehnike, ki presegajo zavest. Subliminalne tehnike. Torej, če TikTok igra na mojo, ne vem, afiniteto do kužkov in mačk, živali, in mi sam to niza, in jaz sem gor pol ure in ne morem nehati, sem gor 1 uro, sem gor 2 ure. Kdaj lahko rečemo, da so te subliminalne tehnike takšne, ki presegajo zavest osebe? Jaz vem, da sem šibek na nekem področju, da pač se palim na to tematiko, recimo. Ne? Ampak treba je to dokazovati in to bo tisto, kar bo pravni boj. Ne? Pravni boj, kaj so subliminalne tehnike, kaj so tehnike, ki presegajo zavest, da bi skrivili vedenje na način, da povzročajo fizično in psihično škodo. Bo treba dokazovati psihično škodo. Torej, koliko uničen bo moral biti človeka, ne? Da bo sodišče reklo, to je pa prepovedana tehnika bila uporabljena. Ne? Tako da tukaj hočem reči, se res obeta, odlično, da imamo sploh to, ne? Recimo Kitajska, Amerika, nima niti tega, da bi to prepovedali, mi imamo zelo ohlapno, abstraktno opredeljene te prepovedi, ampak zdaj bo treba subsumirati neke konkretne škode, ki nastajajo v življenju pod te člene. Ne? To bi rekel, ne? Skratka, sistem mora uporabljati subliminalne tehnike, namen je stvarno izkriviti posameznikovo vedenje, povzročiti fizično, psihološko škodo. In tukaj so te v bistvu pravni boji se šele začnejo, če mene vprašate. To je bil za pravno-politični boj, da se to zapiše, ampak potem pa boje na vrsti civilna družba, posamezniki, ki bodo to dokazovali. In recimo, če rečem sam ta škodljiva subliminalna manipulacija, me posebej zanima, tudi eno raziskavo imamo vpliv na mlade, ne? Ker imamo že konkretne škode. Če se pogovarjamo in ko se pogovarjamo z pedopsihiatri v Sloveniji, vam oni povedo, imamo otroke v ambulanti. To je ključno. In zdaj, ampak te zanke ni, da bi odgovarjal nekdo, ki je v bistvu naredil tehnologije in jih spravil v ambulanto. Ne? Ko se pogovarjam z računalničarji, seveda je tudi argument, mi nočemo delati igrice, ki jih noben ne bo kupil. Mi hočemo delati igrice, ki so zanimive, ki potegnejo. Ampak kje je zdaj ta mera, bi rekel, da potegnejo, koliko daleč. Skratka, gre za to, da te tehnologije so zmožne igrati na naše psihološke strune, ampak tudi biološke strune. Pač smo ljudje, smo narejeni, kakor smo, in imamo neke, to je behavioral economics že dokazal, neke kognitivne bližnjice, ki jih ubiramo, ki so evolutivno pogojene in ki v bistvu se jim težko upremo. Se ne zavedamo, še posebej recimo pri nekih ranljivih skupinah ali pa pri otrocih, že odrasli, kaj šele druge skupine. Recimo, skratka, primeri prepovedanih praks, recimo to so eni primeri, zloraba te obogatene resničnosti, to inside someone to do something harmful, torej da spodbuja nekoga, da bi neko škodljivo, kar sicer ne bi naredil. Primeri dovoljnih praks, vse je ključna beseda, ki je tukaj v ležečem, je, da so osebe bile obveščene, skratka tarčno oglaševanje, ko so osebe obveščene, da so profilirane in targetirane za to. Torej, bistveno je to, če si ti vnaprej obveščen. Recimo deepfake, ko so ljudje, te globinski posnetki, ko so ljudje obveščeni, da je video deepfake, globinski posnetek. Takrat ne gre za prepovedano prakso. Zato je ta neka iniciativa tudi na ravni GPAI, te skupine, kateri del smo tudi Slovenija, da bi pač deepfake bili nekako nek water stamp, da bi jasno dali uporabnikom vedeti, da je to deepfake. Uporaba emocionalnih teh sistemov za prepoznavanje čustev, spet dovoljena, če so ljudje o tem obveščeni. No, da zaključim, skratka, Harari ima eno tako lepo meta perspektivo. V antiki pravi, bil najbolj najpomembnejše premoženje na svetu Zemlja, in zato so se bili boji za nadzor nad zemljo. Če je bilo preveč zemlje v lasti premalo ljudi, se je družba razdelila na plemiče, navadne ljudi. Skratka,
Ne. V novem veku so postali stroji tovarne pomembnejši od zemlje, politični boji so se smerili v nadzor nad temi proizvodnimi sredstvi. In ker je bilo, smo ugotovili tudi, v lasti premalo ljudi, preveč strojev, se je družba razdelila na kapitaliste in delavcev, smo imeli tudi revolucije, kako to obrniti. In v 21. stoletju imamo nov boj, bodo podatki postali pomembnejši od zemlje. Stroja, politika se je podala v boj za nadzor nad tokom podatkov in se je že podala. Če se bodo podatki zbrali v rokah premalo ljudi, se bo človeštvo razdelilo na več vrst. Pustimo zdaj to, da se bo človeštvo razdelilo na več vrst, on tukaj misli celo biološko in tako naprej, z neko manipulacijo genskega materiala. Ampak bistvo je, da že podatki so v rokah premalo ljudi in lahko vplivajo na naše pravice in obveznosti in vplivajo na razvoj demokracije kot recimo nekega sistema, v katerem želimo živeti. Hvala lepa, to je bilo vse z moje strani. Sem pa pripravljen tudi na kakšno vprašanje odgovoriti. Super, najlepša hvala. Se mi zdi, da ste dali veliko informacij zanimivih za razmišljati. Point vsega tega, kar smo danes delali, pa je, da se je pomembno zavedati, upam, da smo vam to malo pokazali, da se je pomembno zavedati, da umetna inteligenca že zelo oblikuje našo družbo, ampak da smo v bistvu ljudje tisti, ki oblikujemo načine razvoja in uporabe umetne inteligence in nobenega od izzivov, ki jih postavlja umetna inteligenca, ne določa tehnologija sama, ampak jo določamo tisti, ki ustvarjamo umetno inteligenco, tisti, ki jo reguliramo, tisti, ki jo nadzorujemo in zato ne rabimo biti tehnologi, da se v bistvu ukvarjamo s problemi in tudi prednostmi, ki jih prinaša umetna inteligenca.